Lep pozdrav, spoštovani svetnice, svetniki in vsi drugi zbrani na 21. redni seji Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. In gremo najprej ugotoviti sklepčnost. Preverjamo. Konec preverjanja, 24 prisotnih, torej smo sklepčni. Potem imamo potrditev zapisnika 20. redne seje. Odpiram razpravo. Ne vidim želje po razpravi, torej dajem zapisnik v potrditev. Glasujemo. Konec glasovanja. Z 22 glasovi za je zapisnik in nobenim proti je zapisnik potrjen. In gremo na določitev dnevnega reda 21. redne seje. Zdaj jaz nisem dobil nobenih predlogov strani svetnikov. Sam pa predlagam k temu dnevnemu redu eno spremembo oziroma dodatek. In sicer 8. točko predlagam predlog v preoblikovanje točko 8a in dodatno 8b točko in sicer za isto investicijo investicijski program. Dajem dnevni red v razpravo. Ne vidim želje po razpravi, torej dajem dnevni red s tem so spremembo v sprejem. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 glasovi za in nobenim proti je dnevni red potrjen. Se pa opravičujem in sicer pri prvi točki sem pozabil obvestiti vas o upravičeno odsotnih in sicer gospod Jožef Gorinšek se je opravičil, da bo zamudil in pa Žarko Furman, ki bi pa naj še prišel pravi čas. Potem pa imam še dva, ki bi naj predčasno zapustila sejo in sicer gospod Maksimilijan Tamček in pa gospod oziroma doktor Andrej Godec. Ampak zdaj, če bomo ekspeditivni, mogoče to sploh ne bo potrebno. Torej, nadaljujemo z 4. točko in sicer program dela občinskega sveta za leto 2026, druga obravnava. Prosim. Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Pred vami je program dela občinskega sveta občine Slovenska Bistrica za leto 2026. Zdaj bistvenih sprememb glede na prvo obravnavo v drugi obravnavi nismo vsebinsko dopolnjevali ali spreminjali, smo pa predvsem kar se rokov dokončanja oziroma potrjevanja posameznih točk oziroma posameznih vsebin ustrezno korigirali in smo jih, tiste, ki so bile v 4. kvartalu, glede na to, da so letos lokalne volitve in verjetno v 4. kvartalu nekih vsebinskih občinskih svetov več ne bo, prestavili na 3. kvartal, to pomeni potem tudi seveda sprejem v 3. kvartalu. Na posameznih odborih smo nekatere vsebinske stvari tudi predebatirali, med drugim odloke o cestnem prometu kategorizaciji, kjer je vsebinsko so določeni, torej odlok kot takšen je pripravljen, vendar so same vsebinske dileme, zaradi tega, ker se pojavljajo številne pobude tako o ukinitvi, kakor tudi o določenih novih kategorizacijah javnih poti, zato tudi ti odloki še niso prišli na dnevni red seje občinskega sveta. Prav tako pri modrih conah je grafična podlaga in odlok praktično sta pripravljena, vendar glede na sam zaključek tudi celostne prometne strategije smatramo, da vkolikor bo ta odlok potreben za takšno obravnavo, da bo vsebinsko spreminjal posamezne stvari, ga bomo takrat v prvi polovici letošnjega leta še potem predali v obravnavo občinskemu svetu. Zdaj nekih drugih sprememb ni bilo, je pa zraven priložena tudi realizacija programa dela za leto 2025. Mogoče toliko. Hvala, odpiram razpravo. Najprej Odbor za družbene dejavnosti, prosim. Odbor za družbene, prosim. Hvala lepa za besedo, se opravičujem.
Skratka, Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 21. redni seji 16. februarja 2026 obravnaval gradivo, program dela občinskega sveta občine Slovenska Bistrica za leto 2026 v drugi obravnavi ter soglasno sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti meni, da je gradivo program dela občinskega sveta občine Slovenska Bistrica za leto 2026 v drugi obravnavi primerno za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Odbor za gospodarstvo, prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav v mojem imenu. Odbor za gospodarstvo na svoji redni seji sprejel sklep, da je gradivo program dela občinskega sveta občine Slovenska Bistrica za leto 2026 druga obravnava primerno za obravnavo na občinskem svetu. Hvala. Hvala. Šesta totalno pravna, prosim. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Tudi statutarno pravna komisija je na 20. redni seji obravnavala predlog programa dela občinskega sveta občine Slovenska Bistrica za leto 2026 v drugi obravnavi in soglasno sprejela sklep, da je pripravljen program v skladu z veljavno zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta v drugi obravnavi. Hvala. In še za zaključek, Odbor za okolje, prosim. Hvala za besedo, gospod župan. Spoštovane svetnice, svetniki ter ostali prisotni. Odbor za okolje in urejanje prostora se je na 20. redni seji dne 16.2.2026 seznanil s programom dela občinskega sveta občine Slovenska Bistrica za leto 2026 druga obravnava ter po krajši razpravi s 3 glasovi za in enim vzdržanim glasom sklenil, da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu. Hvala. Hvala. Odpiram splošno razpravo, prosim. Gospod Repolus, prosim. Hvala za besedo. Spoštovani župan dr. Ivan Žagar, spoštovane svetnice in svetniki. Jaz sem za oddelek, to se pravi za okolje in prostor program, na samem odboru predstavil tisto, kar smatram, da se ponavlja. Direktor občinske uprave je na samem odboru tudi podal pojasnila. Mogoče bi pa zdaj me zanimalo pri oddelku za družbene dejavnosti, in sicer v letu 2023 je bilo poročilo o stanju in razvojnih načrtih kulturnih domov v občini, pisalo priporočilo nerealizirano gradivo v pripravi in preneseno v plan dela 2024. V letu 2024 poročilo o stanju in razvojnih načrtih kulturnih domov v občinih nerealizirano gradivo pripravljeno za obravnavo, 2025 ne pripravljeno za obravnavo, v programu za leto 2026 ga pa sploh ni. In bi prosil pojasnilo, ne vem zdaj, ali bo to se individualno obravnavalo, to me pa preseneča, ker je 3 leta že praktično bilo v programu, letos pa je šlo to mimo. Hvala lepa za pojasnilo. Hvala. Prosim, vodja oddelka. Lepo pozdravljeni. Ja, mi imamo pripravljeno gradivo, glede na to, da so se sedaj v tem času neke stvari pri samih izvedbah kulturnih domov spremenile. Smo pač omeka na 90% je gradivo pripravljeno zdaj, ali bo šlo na seji občinskega sveta. Lahko bo šlo, lahko pa tudi ne, mislim, to ni moja odločitev. Bo šlo na sejo. Dr. Godec, prosim. Hvala za besedo. Vsem lep pozdrav. Po svoje sem zadovoljen, da so bile pripombe iz prve obravnave upoštevane. Zanima pa me, zakaj se predlagatelj ni pozitivno odzval na predlog dopolnitve za poročilo o stanju na ključnih projektih ter predlog o poročilu nadzornega odbora občine. Ta naloga tudi sicer lansko leto ni bila realizirana, kar se vidi iz poročila, ki je dano, pa podobna zgodba tudi za predlani, tako da te 3 stvari bi prosil za pojasnitev. Hvala. Hvala.
Ja, res je, poročil posebej o stanju na ključnih projektih ga ni, ga bomo pa v vsakem primeru pripravili. Kot je bilo konc leta, ga bomo do sredine leta pripravili in tudi podali v informacijo, ker pač o tem ne se obravnava, kot informacijo pa ga bomo podali na občinski svet, absolutno, v prvi polovici leta. Kar se pa tiče poročila nadzornega sveta, zdaj v bistvu imamo poročilo redno v skladu tudi s statutom v programu dela, vendar kolikor poročila od nadzornega sveta ne dobimo o njihovem delovanju, ga seveda mi ne moramo objaviti, sama poročila o samih nadzorih pa redno objavljamo na svoji spletni strani. Ni nobenega razloga, da ne bi objavljali. Posebej še zato, ker so vsa poročila tako ali tako objavljena. Ne vidi več želje po razpravi, torej nekih amandmajev ni bilo, torej dajem program dela občinskega sveta v sprejem, s tem, da bomo to, kar smo bili upozorjeni, dopolnjeni ne glede na to, da ni v tem. Sej še mislim, da smo spustili tudi CPS. In v povezavi s CPS-om še bomo ene druge dokumente tudi pripravili, ki so vezani na promet, na kolesarske steze, parkirišča pa še neke druge stvari. Torej dajem program dela v sprejem, glasujemo. Konec glasovanja. 24 glasovi za je program dela sveta sprejet. S tem zaključujem to točko in prehajamo na odlok o kulturnih spomenikih lokalnega pomena. Prosim. Ja, na prejšnji seji je bil odlok o kulturnih spomenikih lokalnega pomena sprejet v prvi obravnavi brez kakršnihkoli pripomb oziroma pobud in predlogov, zato smo ga za drugo obravnavo dajemo v enaki vsebini. Kot je že bilo takrat povedano, pa tudi v gradivu navedeno, je razlog pač v prvi vrsti, da smo šli v spremembo oziroma da smo se potem odločili za nov odlok, je dejstvo, da bi bila to že 5. novelacija in dejansko za skladu nomotehničnimi smeritvami je potem smiselno, da se pripravi zaradi lažje berljivosti pa preglednosti nov odlok. Predlog oziroma za začetek prenove odloka je pa v prvi vrsti sigurno stanje domačije Šmartno na Pohorju, to je Vrbekova domačija, ki je s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine lahko odstranjena in kot ste že tudi potrdili DIP, se bo na tem mestu tudi zgradil novi vrtec. Prav tako je ZVK izdal odločbo za odstranitev nepremičnine na Ognjenšaku 2, pa v samem odloku je prišlo še do sprememb, neke parcelacije oziroma parcelne številke so se podvajale, ena ni obstajala, tako da to so bistvene spremembe tega odloka oziroma izhodišča za pripravo novega odloka. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Odbor za družbene naprej. Hvala lepa za besedo. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 21. redni seji 16. februarja 2026 obravnaval gradivo odlok o kulturnih spomenikih lokalnega pomena v občini Slovenska Bistrica, druga obravnava, ter soglasno sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti meni, da je gradivo odlok o kulturnih spomenikih lokalnega pomena v občini Slovenska Bistrica, druga obravnava, primerno za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala. Še statutarno pravna, prosim. Statutarno-pravna komisija je predlog odloka obravnavala na 20. redni seji in soglasno sprejela sklep, da je pripravljen odlok o kulturnih spomenikih lokalnega pomena v občini Slovenska Bistrica v skladu z veljavno zakonodajo in za obravnavo na seji občinskega sveta v drugi obravnavi. Hvala. Odpiram splošno razpravo, prosim. Gospod Bernik, prosim. Hvala lepa za besedo. Zdaj, če se ne motim, sem jaz na prejšnji seji podal pobudo za ponovni pregled in umik statusa kulturnega spomenika za določene parcele v lasti Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica. Zdaj me zanima, ali ste dobili kakšen dogovor od Zavoda za varstvo kulturne dediščine za ponovni strokovni pregled utemeljenosti obstoječe zaščite. Ste zaprosili, ko sem zaprosil, ali ne? Glede na dejstvo, da je bila takrat pobuda zavrjena, drugih izhodišč oziroma drugih predlogov ni bilo za strani Kmetijske zadruge, saj do k nam posredovanih, potem ponovno za isto zadevo nismo dajali vloge.
Gospod Reprus, prosim. Hvala za besedo. Gre za novi odlok in bi mogoče samo prosil eno pojasnilo, a so bili vključeni pri pripravi odloka tudi lastniki stanovanjskih hiš v mestu Slovenska Bistrica, v ožjem delu, to je Gradišče, Trg Svobode, Bošnjakova in pa Kolodvorska, glede na to, ker so ti lastniki, če želijo v cilju dobrega gospodarja skrbeti za te objekte, ki so pod kulturno dediščino, če so lahko podali kakršnekoli pobude ali pa predloge, ki bi pripomogli k izboljšavi za samo vzdrževanje teh objektov. Hvala lepa. Hvala. Dr. Godec, prosim. Hvala za besedo. Jaz sem že na prejšnji seji odlok pravzaprav pozdravil, sem pa tudi postavil vprašanje ob tem, kdo nadzira te zadeve. Kljub temu, da je s tem odlokom, naprimer, nek objekt pod kulturno-spomeniškim varstvom lokalnega pomena, se dogajajo stvari, kot sem že na prejšnji seji poudaril, menjuje se okna, niti ne v barvi lesa, ampak naprimer v beli plastiki, dograjujejo se prizidki in podobne zgodbe. Tako da to bi prosil, sicer sem zasledil, da je za to zadolžen inšpektor pristojen za dediščino, vendar po mojih informacijah se bo ta utopil v vseh teh objektih in njihovem nadzoru. Hvala lepa. Hvala. Prosim, da pojasnila. Pri pripravi odloka smo mi ostali pri strokovnih podlagah, ki jih je takrat Zavod za varstvo kulturne dediščine 2010 pripravil, tako da tu ni nobenih sprememb. Kaj se tiče nadzora, tako kot je dr. Godec povedal, je inšpektor za kulturno dediščino pristojen za tisto. In dejstvo je, da tisti, ki imajo pač kulturni spomenik in dejansko, ko pristopijo k sanaciji ali obnovi, bi, tako kot je tudi navedeno, morali pridobiti soglasje oziroma tudi mnenje za strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Dejstvo je, da nekateri to spoštujejo oziroma se obračajo, eni pa to delajo malo po domače. In pristojna inštitucija, kot je inšpektorat, ne. Žal. Inšpektor je dejansko verjetno premalo na terenu, ne. In pač vsega ne uspejo. Res pa, da je nekje že vloženo dolgo, pa potem vseeno po nekih letih pride to okoli, no. To je pa druga resnica, ja. No, zdaj, če mene vprašate, to je malo širša tematika, ne. Jaz včasih rečem, da v Sloveniji ščitimo kulturne spomenike na način, da ščitimo vse, v bistvu pa ne ščitimo, ali pa se ne ščiti ničesar, ne. In bi bilo treba bistveno spremeniti to prakso, če mene vprašate, ne. Tudi z vidika zaščite objektov, ne. Vemo, da smo imeli mi velike težave, ali pa imamo težave pri nekaterih umestitvah, ne, da pa seveda predvsem privatni investitorji pa peljejo stvari malo po svoje, ker se zavedajo situacije tako, kot pač je, ne. Če mene vprašate, tu vlada dokaj velik nered, ne, in to ni samo stvar, po moje, tega kulturnega, kakorkoli može rečem, inšpektora, pa tudi gradbene inšpekcije, pa še koga, ne. In če bi hteli inšpekcije narediti učinkovite, bi jih morali centralizirati pod eno streho, ne. To so problemi tudi na drugih področjih. Če ni več razprave, potem dajem ta odlok v sprejem v drugem branju, glasujemo. Konec glasovanja. Z 21 glasovi za in nobenim proti je odlok potrjen. Prehajamo na naslednjo točko o sofinanciranju humanitarnih društev v občini Slovenska Bistrica. Prosim. Ja, tudi ta odlok je na prejšnji obravnavi bil sprejet brez dodatnih pripomb oziroma pobud, zato je tudi podan v enaki vsebini sedaj za drugo obravnavo. V občinski upravi smo pristopili k spremembi odloka, k
za sofinanciranje humanitarnega društva prvič iz razloga, ki izhaja iz teh razpisov, ki smo jih sedaj od leta 2015 imeli. Pri sami ocenjevanju vlog se je nekako pokazalo, da bi bilo, pa tudi takrat, ko se vloge pač društva pripravljajo, da bi bilo dobro, da se neke stvari oziroma določila bolj konkretno zapišejo oziroma opredelijo. Drugi temelj je pač mnenje notranje revizije, ki nam je naložila, da dejansko se zadeve financirajo za tekoče leto. Obstoječi pravilnik še je vedno bil, da se društva oziroma programi pa projekti financirajo za preteklo leto. Tretji temelj je pa tudi mnenje oziroma stališče upravnega inšpektora, kjer smo pravilnik sedaj spremenili v odlok, ker je pravilnik po hierarhiji pravnih aktov predstavlja podzakonski predpis, katerim se lahko pač določijo le vsebine, ki ne predstavljajo predpisovanje pravic, obveznosti in pravnih koristi. Zato smo tudi sedaj tudi ta poimenovali v odlok. Zdaj, to so pač te bistvene, mi smo v samem odloku potem še podrobneje opredelili strokovno komisijo, njene naloge, potem sam postopek javnega razpisa, pa postopek obravnave prispelih vlog, potem glede pozupo sestavine pogodbe oziroma potem tudi odložbe in pogodbe, pa pri merilih programov smo razdelili sredstva oziroma predlagamo razdelitev sredstva na dva dela, to pomeni sredstva za delovanje in sredstva izvedenih programov in projektov. To so pač tiste bistvene spremembe, ki se nekako odstopajo od sedaj trenutno veljavnega pravilnika. Hvala, odpira razpravo. Odbor za družbene dejavnosti, prosim. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 21. redni seji 16. februarja 2026 obravnaval gradivo Odlok o sofinanciranju humanitarnih društev v občini Slovenska Bistrica, druga obravnava, ter soglasno sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti meni, da je gradivo Odlok o sofinanciranju humanitarnih društev v občini Slovenska Bistrica v drugi obravnavi primerno za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala. Še statutarno-pravna, prosim. Statutarno-pravna komisija je na 20. redni seji obravnavala predlog odloka in soglasno sprejela sklep, da je pripravljen odlok o sofinanciranju humanitarnih društev v občini Slovenska Bistrica v skladu z veljavno zakonodajo in zato primeren za obravnavo na seji občinskega sveta v drugi obravnavi. Hvala, odpiram splošno razpravo, prosim. Ne vidim želje po razpravi, torej dajem tudi ta odlok v sprejem, glasujemo. Konec glasovanja. 27 glasovi za in nobenim proti je tudi ta odlok potrjen. S tem zaključujem to točko. Prehajamo na točko Odlok o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Prosim. Ja, pred vami je odlok o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Slovenska Bistrica. Zdaj na začetku moram povedati, da sama vsebina se bistveno ne spreminja od obstoječega pravilnika, ki je še veljavi. To pomeni, da postopki dodelitve upravičencem, ki se prijavijo na razpis za dodelitev teh sredstev, nemoteno lahko teče in sam sprejem ni pogojen z možnostjo pridobivanja teh sredstev. Sam odlok je pripravljen iz razloga tudi pravnih inšpekcijskih priporočil, da se pravilniki prekvalificirajo v odloke, zato ta odlok tudi pred vami. Na sami seji odbora je bila predvsem debata o upravičencih sofinanciranja, predvsem glede na dolžino oddaljenosti od javne kanalizacije. Zdaj, če me lahko zdaj tukaj tudi strokovna sodelavka iz oddelka kaj dopolni, sicer pa bomo do druge obravnave, predloga druge obravnave to tudi preučili in po potrebi dodatne spremembe tudi vključili v drugo obravnavo pri sprejemanju tega odloka. Kot sem pa že povedal, sam postopek dodelitve teče nemoteno dalje. Hvala, odpiram razpravo. Najprej pristojni odbor, prosim.
za besedo. Odbor za okolje in urejanje prostora se je na 20. redni seji dne 16.2.2026 seznanil z odlokom o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Slovenska Bistrica prva obravnava ter po krajši razpravi soglasno sklenil, da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu. Hvala. Hvala. Statutarno pravna, prosim. Statutarno-pravna komisija je na 20. redni seji po razpravi soglasno sprejela sklep, da je odlok o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Slovenska Bistrica pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta v prvi obravnavi. Hvala. Preden berem razpravo, splošno bi sam to upozoril, da je tu napaka ne pri telesih, ki so obravnavali, tu piše odbor za družbene dejavnosti, prav pa odbor za okolje. Odpiram splošno razpravo, prosim. Gospod Repolus, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče opozoril v 3. členu pripravljenega odloka v prvem branju. Sredstva za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav se zagotavljajo v proračunu občine Slovenska Bistrica. Mogoče bi veljalo razmisliti, naprimer, da bi se dopisalo do višine, ki je bila sprejeta v proračunu za tekoče leto ali v prejšnjem proračunskem obdobju, ker sredstva v ta namen niso neomejena in bi bilo mogoče dobro razmisliti, da bi se tudi na ta način zapisalo. V 4. členu upravičenci sofinanciranja, točka 2, do sofinanciranja gradnje male komunalne čistilne naprave niso upravičeni lastniki objektov na območju, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in tako naprej. V nadaljevanju lastniki objektov na območju v 100-metrskem pasu od javne kanalizacije, kjer je mogoča priključitev. Tu smo že na odboru neke zadeve razpravljali in smo nekako se dogovorili, da to tudi izpostavimo oziroma to miselnost ali pa razmišljanje predstavimo tudi na sami seji občinskega sveta, in sicer prvič izključitev objektov, kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je popolnoma smiselna in zakonita. Kjer je priključitev mogoča, mora biti javni sistem sigurno prednostna rešitev. Drugič, določba o 100-metrskem pasu od javne kanalizacije pa odpira vprašanja. Državna zakonodaja govori o tehnični izvedljivosti priključitve, ne pa o fiksni razdalji. Razdalja sama po sebi še ne pomeni, da je priključitev dejansko mogoča ali ekonomsko smiselna. Lahko gre za velike višinske razlike ali nesorazmerno visoke stroške. Če tega v samem odloku ne opredelimo jasno, tvegamo neenako obravnavo občanov in potencialne napravne spore. Tu bi še mogoče dodali, da bi bilo potrebno še definirati definicije tehnične izvedljivosti, postopek presoje in pa možnosti izjeme. Toliko, hvala lepa za besedo. Hvala, dr. Godec, prosim. Hvala za besedo. Osebno odlok seveda pozdravljam, ker je potreben, čeprav je nadaljevanje pravilnika. Ob tem pa sprašujem, ali imamo, se pravi komunala ali občina, seznam vseh tistih enot, kjer oziroma bo potrebna oziroma kjer izgradnja malih naprav ni izvedljiva in pa kdo to nadzoruje. Seveda sprašujem v cilju zagotavljanja in pa skrbi za čisto okolje in bi predlagal, da potem, ko bomo po drugem branju prišli do tega odloka, da se seveda upravičenci tudi s tem odlokom seznanijo, da se bo čim prej lahko ali pa vsaj poskušali tega, se pravi upravičenci, da bi se poskušali do teh sredstev priti in seveda čim prej odpadne vode očistiti in seveda očiščenje posiljati v kanalizacijski sistem. Druga stvar pa je, poleg tega, kar je gospod Repolusk
označil. V namenu tega odloka bi bilo smiselno poudariti tudi cilj zagotavljanja in pa skrbi za čisto okolje, ne pa samo finančni vidik. Hvala lepa. Hvala. Prosim za pojasnilo. Zdaj na pripombo gospoda Repoluska glede te oddaljenosti 100 metrov, to v bistvu smo preverili po odboru. To določilo izhaja iz uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda, ki pa ga v bistvu v samem odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih padavinskih in odpadnih voda na območju občine Slovenska Bistrica tudi povzemamo. Tako da to ni pogruntavščina občine Slovenska Bistrica, ampak je to predpis, ki izhaja iz države. Zdaj, glede teh tehničnih parametrov in tako naprej, to še bomo proučili, če je to sestavni del takšnega odloka oziroma ali že imamo to v kakšnem drugem predpisu opredeljeno. Glede pripombe gospoda dr. Godca, zdaj upravičenci se lahko kadarkoli prijavijo na ta razpis, ko izpolnjujejo pogoje. Treba je omeniti, da sredstva niso neomejena, imamo v proračunu zagotovljena sredstva in ta razpis traja potem do porabe teh sredstev. Glede vprašanja, če imamo razvid, kjer se priključujejo na javni kanalizacijski sistem ali male čistilne naprave, seveda imamo, to so te aglomeracije, ki jih že aktivno izvajamo. Vsi ostali, ki niso predvideni v okviru aglomeracij, so obvezni, da se priključijo oziroma da se zagotovijo male čistilne naprave. Zdaj, male čistilne naprave so strani občine sofinancirane v višini 50% investicije oziroma največ 800 evrov, kadar gre za individualno malo čistilno napravo, kadar pa gre za skupinsko čistilno napravo, pa to lahko do 600 evrov na enoto in to je tudi opredeljeno v odloku. Zdaj, v samem pravilniku, ki je trenutno še v veljavi, je tudi takšna znesek. Tega zneska trenutno nismo dvigovali, ker smo preverjali na trgu, kakšne so cene teh malih čistilnih naprav. Cene se v zadnjem obdobju niso dvigovale, tako da menimo, da je to kar primeren znesek za sofinanciranje, ker s takšno vrednostjo tudi zagotavljamo potem lahko večjim zainteresiranim kandidatom, ki se prijavijo na ta razpis, da jim potem lahko zagotovimo neka nepovratna sredstva. Hvala. Hvala. Doktor Godec, imate repliko? Jaz se zahvaljujem za odgovor. Mi je popolnoma tudi z tega zornega kota jasno. Samo niste mi dala odgovora, ali v cilju zagotavljanja in skrbi za čisto okolje te upravičence z odlokom seznaniti ali ne. Meni je jasno, sredstva so omejena, ampak če skrbimo za okolje, predlagam, da te upravičence, o katerih ste povedali, da imamo, da vemo, kdo so, o tem odloku tudi obvestimo. Hvala. Odlok, ko bo sprejet, je javno objavljen, tudi na spletni strani imamo ta obvestila o samem odloku, o odprtem razpisu. Zdaj lahko se pa proučijo možnosti ali še kakšen drug način obveščanja zainteresiranih kandidatov, ampak menim, da mogoče preko kakšnega javnega medija. Je pa res, da je to celo leto odprt razpis, že nekaj let, od 2017 se peljajo te aktivnosti, tako da tudi če kateremu od občanov recimo ni poznana ta zadeva, lahko kadarkoli kontaktira naš oddelek, našo občinsko upravo, pa ga potem usmerimo pravilno oziroma ustrezno usmerimo in mu tudi pomagamo pri pridobivanju tovrstnih sredstev. Ja, to mi je ena stvar dodal, ne. Jaz razumem seveda vaše vprašanje, vendar živimo spet v Sloveniji v nestabilnih razmerah. Problem je v tem, da se aglomeracije spreminjajo tako rekoč iz leta v leto. Čisto po potrebah se mi zdi države vezano na zaveze, ki jih je dala Evropski skupnosti, in mi imamo situacijo, da imamo že narejeno
ponekod recimo javno kanalizacijo, ki je takrat bila narejena normalno znotraj zdaj aglomeracije, po novi aglomeracije pa izpadla. Ne. Zato je tu rahel dvorez zmed, če lahko tako večja, drugače pa se z vami absolutno strinjam, ker sem jaz bil prepričan, da je ta stvar stabilna. Ne. In so se zgodile banalne zadeve. Ne. Recimo, vam povem čisto primer, ne, za Zgornjo Polskavo, ne, pokoše so izločili iz aglomeracije, ne, čeprav smo jih mi navezali na tak na čistilno napravo Pragersko, kar je nelogično, če me vprašate, ne, pa samo posledica bila to, da nismo mogli financirati iz kohezije. Ne. Gospod Tramšek, še prosim. Ja, hvala za besedo. Zdaj, spoštovani kolegi, več odgovorov boste najdli v programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki ga mora izvajalec narediti, ki smo ga mi decembra 2024 predstavili občinskemu svetu in ga je občinski svet tudi sprejel. In vsa ta vprašanja, kje, kaj je aglomeracija, kje so MKČN, imate v tem programu notri. Toliko mogoče laže za tolmačenje gradiva more, pa ga pripraviti izvajalec javne gospodarske službe odvajanja čiščenja, mora biti v skladu z uredbo, mora biti v skladu z zakonom o varovanju okolja in vse tiste smernice so to not podane. Imate pa vsa poročila v letnih poročilih, odvajanju čiščenja, vplivnih področjih, aglomeracijah, pa tudi tam vse odgovore lahko najdete. Mogoče toliko za informacijo o skrbi in ravnanju z čisto okolje. Hvala. Hvala. Zdaj ne vidim več želje po razpravi, zdaj z upoštevanjem teh pripomb, ki so še preučile, dajemo odlok v prvem branju v sprejem, glasujemo. Konec glasovanja. 27 glasovi za je odlok sprejet, s tem zaključujem tudi to točko, v prvi obravnavi seveda. Prehajamo na 8a in 8b točko. Jaz mislim, da lahko upravimo razpravo po obeh točkah. Ne? Vsebinsko. Ja, vsebinsko glasuje se, v vsaki posebej, prosim. Ja, pred vami je prvi dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo lokalne ceste Kebelkot. Gre za odsek na tej lokalni cesti v dolžini 2 slaba kilometra, ki je dejansko v najslabšem stanju. Zdaj glede na velikost ali pa vsebinsko potrebno kar obnoviti tudi samo vozišče, je znesek prek 600 000 evrov, zato terminsko planiramo samo izvedbo v 2 letih. Glede na to, da je v skladu z veljavno zakonodajo nad 500 000 evrov potrebno izvesti tudi investicijski program, zato se opravičujemo, ker ga nismo takrat takoj priložili, zato smo vam naknadno posredovali predlog za razširitev dnevnega reda. V bistvu sam investicijski program ne spreminja same vsebine, potrebne pač zaradi veljavne zakonodaje. Zdaj to vozišče je predvideno torej v 2-letni obnovi, letošnje leto cirka povem, potem drugo leto, drugo polovico, tako da je potem ta cesta nekako v zaključku oziroma normalno prevozna. Mogoče toliko za uvod. Hvala. Odpiram razpravo, ne pristojni odbor. Hvala za besedo, gospod župan. Odbor za okolje in urejanje prostora se je na 20. redni seji 16.2.2016 seznanil z DIP-om, rekonstrukcija lokalne ceste 440-211 Kebelkot ter, kot ste samo omenili, IP-om za projekt rekonstrukcije lokalne ceste 440-211 Kebelkot ter po krajši razpravi soglasno sprejel sklep, da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu. Hvala. Hvala, odpiram splošno razpravo, prosim. Ne vidim želje po razpravi, torej lahko gremo v sprejetje. Najprej pod točko 8a, se pravi čujem. Vzgib morebitni izogibu nejasnosti integritete se pri 8a pa 8p pa 9. točki izloča. Hvala. Torej še enkrat gremo v potrditev, najprej DIP-a, glasujemo. Konec glasovanja. 26 glasovi za in nobenim proti
DIP potrjen in še potrditev EP-ja 8B. Glasujemo. Konec glasovanja. S 25 glasovi za in nobenim proti je tudi IP potrjen. S tem zaključujem to točko in prehajam na 9. Dokument identifikacije investicijskega projekta Želi Kotinje Planina pod Čomikom. Ja, pred vami je tudi drugi dokument za drugi projekt uveljavitev vozišča na lokalni cesti Veliko Kotinje Planina pod Šumikom. Zdaj praktično na vsaki seji je kakšna ta cesta, nekatere, ki smo jih v lanskem letu že sprejeli, bo zdaj v roku nekaj dni že objavljen, torej tudi razpis za izbor izvajalca del, tako da v bistvu za vse ceste, ki jih tukaj tudi za ta dva DIP-a občinska uprava pripravlja javno naročilo na javni portal, torej javni razpis. Zdaj te cene so v sklade z določeno oceno na podlagi popisa, zdaj cene, ki jih dobimo, jaz upam, da bodo nižje, tako kot so bile lansko leto, kaj namreč s tem lahko potem z istim denarjem, ki ga imamo v proračunu, seveda naredimo več. V tem primeru gre za odsek v dolžini 1350 metrov na tej lokalni cesti, ki sem jo omenil. Na samem odboru smo se tudi razčistili, za kateri odsek točno gre, in sicer gre za odsek na tej lokalni cesti od Brunaric proti naprej, kjer je cesta najslabša, torej proti vrhu Pohorja do priključka na državno cesto, ki potem vodi do Treh kraljev. Gre za v bistvu torej potrebno obnovo, ki se bo izvedla v letošnjem letu, projektantska ocena pa je cirka 450 000 evrov. Mogoče toliko za uvod. Hvala, odpiram razpravo. Najprej pristojni odbor, prosim. Odbor za okolje in urejanje prostora se je enako na 20. redni seji z dne 16.2.2026 seznanil z DIP-om ojačitve vozišča lokalne ceste 440-131 Veliko Kotinje Planina pod Čomikom ter po krajši razpravi soglasno sklenil, da je gradivo z dodatno obrazložitvijo glede natančne trase predvidene ojačitve lokalne ceste primerna za obravnavo na občinskem svetu. Hvala. Hvala, odpiram splošno razpravo, prosim. Gospod Repolus, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče predlagal, ker gre za popolnoma drugo lokacijo, ne gre za lokacijo Veliko Kotinje Planina pod Čomikom, da bi se to dopolnilo, ker je nejasno potem za sam nadaljevanje teh dokumentov, ki bodo na podlagi DIP-a tudi izhajali. Ker dejansko gre iz Planine pod Čomikom v smeri državne ceste Šmartno Trije kralji in gre za ta odsek 1350 metrov ravno v tistem odseku od Brunarc. Ja, gor, toliko, jaz bi pač predlagal, da ne bo potem kaj narobe. V redu, hvala. Več želje po razpravi. Ja, zdaj tako je cesta poimenovana, ne. Je pa ta krak tam gor, ja, do ceste Areh, Trije kralji, ne. Ja, ok. Glasujemo. Potrditev DIP. Konec glasovanja. Z 21 glasovi za in nobenim proti je tudi ta DIP potrjen. Jaz se res opravičujem. In prehajamo na naslednjo točko. In sicer določitev dobitnikov priznanih nagrad občine Slovenska Bistrica za leto 2025. Mislim, da sem pravkar videl, da je predsednik prišel, ne. On je dosti dobro tempiral, da mora priti na sejo, tako da mu dajem kar besedo. Prosim, gospod predsednik. Vsem zbranim se opravičujem tudi za svojo zamudo. In sicer je komisija po razpravi sklenila občinskemu svetu občine Slovenska Bistrica predlagati, da sprejme naslednje sklepe, in sicer sklep 1, naziv častni občan občine Slovenska Bistrica se ne podeli, in sicer iz razloga, ker ni bilo nikogar prijavljenega.
Sklep številka 2. Listina občine Slovenska Bistrica se podeli Združenju šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica Slovenske Bistrice za 70-letno delovanje na področju prometne varnosti v cestnem prometu. Sklep 3. Priznanje občine Slovenska Bistrica se podeli Urški Žigart iz Slovenske Bistrice za uspehe v ženskem cestnem kolesarstvu. Sklep 4. Priznanje občine Slovenska Bistrica se podeli Društvo delovnih invalidov Črešnjevec in Črešnjevca za 30-letno delovanje na področju invalidskega varstva. Sklep 5. Priznanje občine Slovenska Bistrica se podeli Aktivo kmečkih žena Laporje za 40-letno delovanje na področju kulinarične dediščine. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, prosim. Ne vidim želje po razpravi, torej lahko gremo na glasovanje in glasujemo v vsakem sklepu posebej. Najprej sklep številka 1 o nazivu častni občan. Glasujemo. Ja, ampak sklep je treba potrditi. Treba je potrditi, da ga ni. Mi smo birokrati, gospod. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej 26 glasovi za ste ugotovili, da ga ni. Zaključujem torej to točko, oziroma ta sklep in gremo na drugi sklep, tu pa je zdaj bolj korektno. Ne? Listina Slovenska Bistrica. Sklep številka 2. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 glasovi za in nobeni proti je listino prejme Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica. Potem imamo naslednji sklep, sklep 3, priznanje občine Slovenska Bistrica za Urško Žigart. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 glasovi za in nobenim proti se podeli priznanje občine Slovenska Bistrica gospe Urški Žigart. Potem sklep številka 4. Priznanje občine Slovenska Bistrica Društvu delovnih invalidov Črešnjevec. Glasujemo. Konec glasovanja. S 26 glasovi za in nobenim proti se priznanje občine Slovenska Bistrica podeli Društvu delovnih invalidov Črešnjevec. In še sklep številka 5. Priznanje občine Slovenska Bistrica se podeli Aktivu kmečkih žena Laporje. Očitno vi imate drugačno. Glasujemo. Kak? Ja, pa bilo pa fajn, da poslušamo, ne? V redu 26 glasovi za in nobenim proti se priznanje občine Slovenska Bistrica podeli Aktivo kmečkih žena Laporje. S tem zaključujem tudi to točko in gre čestitka vsem prejemnikom priznanj. Priznanja bodo podeljena ob praznovanju občinskega praznika, tako da verjamem, da boste vsi prisotni. Hvala, s tem zaključujem še to točko in prehajamo na odgovore na vprašanja in pobude. Odpiram razpravo, prosim. Ne vidim želje, se opravičujem. Gospod Zajšek, prosim. Lep pozdrav vsem prisotnim. Ja, jaz se zahvaljujem za odgovore, ampak bom kar rekel, pogledajte, jaz sem takrat predlagal za tole, da se pozori, da se ne vlaga več na gmajne smetišča. Odgovor sem dobil, da tam ni potrebe. Jaz bom rekel, letno najmanj 6 do 7 je takih primerov in 3 dni po tistem čiščenju je zopet tamle, bom rekel, stiropor, kar lepo smetišče. Torej, če ni potrebe, bo pač nekdo vedno čisto za
tistem, kajti jaz smatram, da je tam vse opozorilo treba dati. Če pa krajevna skupnost tako smatra, pa se naj čisti. Potem odgovor glede razsvetljave, bom rekel zopet, pogledajte, isto se dogaja kot pri moji kanalizaciji, noben me ni prišel vestiti, ne nič. Delalo se je globina kanalizacije takrat na pamet. Dobesedno na pamet, lahko to zagovarjam tudi na sodišču, če je potrebno. Glede tega, da je pač krajevna skupnost vseh občanov, se sprašujem, pogledajte, zopet se sprašujem, zakaj so lahko vse spraševali, razen zadnje dve strank, ki pa je nujno potrebna tamle luč, gospa je 80 let stara in je popolna tema tam, ni noben prišel do mene. Za mene je to ignorancija. In sigurno na tej točki ne bom obstal, bom se potrudil, da bom še druge poiskal, zakaj se me ignorira na spodnji poiskavi. Hvala. Hvala. Zaključujem to točko in prehajamo na naslednjo točko vprašanja in pobude. Gospod Repolusk. Hvala za besedo. Jaz bom šel, krajani sprašujejo, kdaj in na kak način se bodo postavili stebri za elektrifikacijo športnega igrišča, glede na to, da so temelji konkretno narejeni in se sprašuje, glede na to, da bo prišlo do obnove prenovljene in na novo zgrajene atletske steze in pa tudi samega stadiona, kako se bo same stebre za to športno ali pa javno razsvetljavo na samem stadionu sploh preneslo v okolico samih teh objektov. To je prvo. Drugo, ali se mogoče razmišlja o gradnji dvigal v večstanovanjskih zgradbah, kjer je lastnik občina. Gre namreč za to, da je starajoča smo se družba in tudi v večstanovanjskih zgradbah so ljudje, kljub temu, da vemo, da zakonodaja predpisuje tisto nadstropje, mislim, da 5, ampak vendarle je ogromno starejših občanov, ki živijo v tem strnjenem naselju in pa v večstanovanjskih zgradbah. Pa mogoče še eno, krajani sprašujejo, ali se razmišlja o izgradnji garažne hiše, ali je možno, da se bi najelo kakšne parkirne prostore, to jim je bilo pojasnjeno, da se pač ne more, ampak dejansko v samem strnjenem naselju se srečujemo z parkiranimi vozili, ravno že po zelenicah in pa vse povsod, tako da bi mogoče v razmislek, če bi se, mi vemo, da je že bila planirana, mislim, da že 8 let, pa 6 let nazaj, 8 bo verjetno, ko je gospod Kraševec pokojni že nekje pripravil osnovni projekt, tam, kjer se zdaj gradi nekaj drugega v domu, bom rekel, starejših, ampak zainteresiranost, pa tudi, da bomo rešili problem parkirnih mest v tem ožjem delu strnjenem stanovalcev, če se bo v tem zvezi dalo kaj razmisliti, kakšna rešitev, mogoče tudi takšna, kot je v Rogaški Slatini, tista, če bi to šlo skozi. Jaz nisem tu strokovnjak, toliko. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, kar se tega zadnjega tiče, smo se mi to pogovarjali, čeprav vem, se celo vi preverjali interes, pa takrat potem nekega interesa se na tak način, ker vse te stvari je treba sfinancirati, ni bilo. Se pa strinjam, da je to smiselno, to aktivnost pač obnoviti, in to je treba narediti en program, kako se tega lotiti, pa pač je. Je pa odvisno vse od tega, kolikšno bo interes tudi pri posameznikih. Zdaj, kar se pa tiče ostalih dveh vprašanj, se pisno te dobili, zdaj vsa ta vprašanja so povezana z zagotavljanjem ustreznih finančnih sredstev. Zdaj, koliko smo se pogovarjali, za prvo vprašanje, pač
v tem trenutku nimamo niti projektne dokumentacije, zato še dokončane, nekaj se še iščejo neke rešitve, pa tudi finance treba zagotoviti, vendar je namestitev tudi še vedno takrat možna. Jaz pa celo upam, no, da bojo kakšne nove tehnologije še bolj ugodne v tem času. Ne. Tudi to je možno. Ne. Zdaj, kar se pa bloku tiče, pa stanovanj, pa je seveda zelo podobno. Zdaj, novi bloki se seveda vgrajujejo dvigala, v starejši je pa to odvisno seveda tudi od upravljavca, pa vseh ostalih. Skratka, treba je stvari individualno obravnavati od bloka do bloka, lahko ste prepričani, ne, da tam, kjer bo interes, bo občina pač tudi šla zraven. Gospod Slaček, prosim. Za besedo. Imam dva vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na obdelanosti parcelne številke 688/3 KO Slovenska Bistrica, to je ob Krajgarjevi ulici. Občina je v preteklosti od fizične osebe odkupila del zemljišča, ki v naravi predstavlja brežino, ki je zarasla z grmovjem. Stanovalci v tem delu mesta Slovenske Bistrice menimo, da bi zaradi urejenosti kraja in izgleda občine bi bilo primerno, da se zemljišče ustrezno obdela oziroma da se redno vzdržuje. Drugo vprašanje, v bližini osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je postavljen zbiralnik za odpadna jedilna olja, vendar se v zadnjem času pojavljajo težave, saj nekateri občani odpadna olja ne zlivajo v zbiralnik, temveč steklenice z oljem postavijo ob sam zbiralnik. Prav tako se ob njem pojavljajo tudi druge vrste odpadkov. Posledično seveda območje deluje neurejeno, čeprav komunala to potem po obvestilih redno počisti. Prosim, da se navedena problematika na nek način ustrezno uredi. Hvala. Hvala. Gospod Majcer, prosim. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se pa malo vrnil na leto 2023. Na 8. seji sem povprašal, kako bi bilo možno urediti odsek ceste od križišča viadukt pred Žabljekom proti Videžu. Dobil sem odgovor, da v letu 2023 pač to ni možno in da se bo pripravila določena dokumentacija. Ponovil sem vprašanje na 10. redni seji in zopet dobil odgovor, da pač se bo naredil popis in se nekaj pripravilo, ampak od vsega tega ni nič. Prosil bi, da bi se to še enkrat pregledalo, ker je pa recimo ta odsek, jaz razumem, da so tam težave z lastniki, ampak vseeno je ta odsek, če bi primerjal z ostalimi odseki, v katastrofalnem stanju in bi res bilo fino, da se ga uredi. Hvala. Ja, hvala, jaz se z vami celoti strinjam, v nekakvem stanju je ta odsek, bo pa pozoril še na eno stvar. Zdaj mi pa seveda ceste v krajevnih skupnostih tudi obnavljamo v skladu s programom krajevne skupnosti in do zdaj krajevna skupnost se po mojem vedenju, pa jaz na vseh teh sestankih prisotni temu odseku ni dala nikoli prioritete, jaz sem sam tam hodil in če že ne druga, vse tisti prvi del, ko med hišami bi bilo treba nujno pač urediti. Zdaj ne vem, bomo videli, kamo kos letos pač še narediti glede na sredstva. Je pa bistven problem, je pa seveda neurejeno zemljišče. In ne vem, kako je možno tisto sploh rešiti, razen z razlastitvami. Ker tam so neki spori, verjetno vi tisto boljše poznate kot jaz. Doktor Godec, prosim. Hvala lepa za besedo. Imam eno pobudo, pa eno vprašanje. Pobudo bi dal, če se da hitro urediti, namreč glede na to, da se je podoril nadvoz, podvoz, kakorkoli rečemo, Devina na avtocesti in je obvoz pač urejen tako, kot ga je Dars uredil, vendar tisti, ki pač zdaj komunikacijo uporabljamo čez Črešnarec, opažamo, da se težko srečujemo z šleperji, ostalimi težkimi tovornjaki in tako naprej, da bi se dala takoj prepoved za ta vozila. Ker sicer, da ne bi bilo kakšne neljube nesreče po nepotrebnem, da poskrbimo za lokalno prebivalstvo za bolj varno komunikacijo.
Drugo pa je na komunikaciji, se pravi na cesti Slovenska Bistrica Ptuj, je prečkanje potoka Črnc in se pravi cesta, ki pa spodaj za potokom teče, potok teče, pa cesta je tam speljana, je pa že več let ta cesta zalita. Nekateri s težkimi traktorji še grejo skozi, kolesarji, ki pa zdaj bi to cesto ali pa te ceste lahko ob tem, ko so lansko leto bile urejene, bolj množično uporabljali, pa seveda ostanejo in lahko opazujejo to malo jezero pod tem nadvozom. Tako da, kaj je tu za narediti? Verjetno je treba se pogovoriti z DRSC-jem in seveda to komunikacijo nazaj vzpostaviti takšna, kot je bila. Ugotavljam, da je ta zadeva se zalila takrat, ko je črpališče, ki je tam bilo v okvari in potem ga več nobeden ni vzpostavil. Je danes 3-4 leta že tam jezero. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, kar se tiče tovornjakov, se po načrtu uvoza s vami sploh smeli voziti, po mojem vedenju. Da bomo mi to urgirali, to sigurno. Zdaj, oni drugi dele pa treba pogledati točno, kaj je na tisto, pa bomo videli, kaj se da narediti. Doktor Martinčič, prosim. Hvala. Prvo vprašanje. Ministrica za infrastrukturo Republike Slovenije Alenka Bratušek je obljubila kot nadomestilo za zastoje skozi Slovensko Bistrico med obnavljanjem avtoceste na relaciji Slovenske Konjice Celje izvedba investicij v dveh investicij v izgradnjo pločnika in prehoda čez magistralno cesto na lokacije Klopce in ureditev krožišča na Zgornji Poskavi. Državni sekretar je naknadno izvedbo potrdil večkrat. Prvič o odprtju mariborske zahodne voznice, drugič o odprtju prenovljene pragarske voznice in nazadnje na osankrat januarja letos. Naproša pa za aktivno vlogo občine pri časovnici izvedbe del. Vprašanje je, kdo se strani občine Slovenske Bistrica je zadolžen za komunikacijo z ministrstvom in kdaj se bodo investiciji izvedli. Pa drugo vprašanje, gremo za prenovo športnega parka, ali se občina prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo zaradi sofinanciranja izvedbe reflektorjev ob celoviti obnovi športnega parka. Nogometna zveza Slovenije je obljubila sofinanciranje investicij v višini 90 do 110 tisoč evrov. V primeru naknadne postavitve reflektorjev, ki bodo že v sezoni 2028-2029 obvezni za igranje tekem druge slovenske nogometne lige, bo neizogibno prišlo do poškodb na novo izgrajenih atletskih stezah. Zdaj, kar se tiče tega drugega, mislim, da smo že prej malo odgovorili, bi pa predlagal, da nogometna zveza tisti denar kar nakaže, ker ta investicija nastane tam približno 3,5 milijone in od države smo dobili 750 tisoč evrov. Tak za zapiranje investicije. Če pa še več nakažejo, potem bomo pa takoj postavili reflektore, tada ni problema. Vsi obljube so eno, realnost pa druga. Zdaj, kar se pa tiče torej teh komunikacij, mi imamo redne komunikacije in sestanke z Darsom, tam so prisotni tudi predstavniki direkcije za ceste. Jaz sem imel osebno sestanek in z ministrico, kjer smo se dogovorili za te investicije, ki ste jih zdaj omenili, tudi z direkcijo. Mi smo imeli zdaj zadnji sestanek petek in na podlagi tudi pisanja Zgornje Poskave smo zahtevali ponovno sestanek zdaj z direkcijo, da vidimo, kje je realizacija. Zdaj z naše strani oddelek skrbi za pripravo projektov. Moramo povedati, da usklajevanje poteka na slovenski način. Jaz sem bil prepričan, da in mi smo postavili za prioriteto, prvo, prehod pri Mercatorju na Zgornji Poskavi. To je pol litra Jupola. Bom zdaj malo poenostavil, pa malo sem ciničen. In jaz sem bil prepričan, da bomo mi to uredili v roku enega meseca, da bo v septembra to že vse narejeno.
In smo tudi mi prevzeli ta del investicije, mi smo jih samo prosili, naj pospešijo postopke, to pa zaradi tega, ker jaz nisem tam pričakoval več kot enih 5 jurjev maksimalno, pa še to je preveč, ne, za 2 prometna znaka pa za pol litra Eupola, ne. Mi še danes poslušamo pa usklajujemo revizije, ne, ki so na 5 nivojih, na direkciji, na DRI-ju, na zunanjem revizorju, ne. In podobna usoda je z ostalima 2 projektoma, tako da te postopki tečejo. Zdaj, če ste vi kos kaj narediti, pa operativno pospešiti zadeve, je bilo zelo fajn, ne samo, da ministrica obljubi. Jaz sem bil prisoten, ko je ministrica razlagala, da denar ni problem, ne, v tepanju, ne. Ampak treba pa narediti seveda dokumentacijo, vse ostalo, ne. Zdaj, če bi bilo prav, ne, bi tudi to dokumentacijo financirala država. Samo mi smo to prevzeli zaradi tega, da bo hitreje teklo, ker dače tako ne bo še danes nič naredil, ne. Teda vsi ti 2 projekta sta v neki fazi projektiranja, tudi v reviziji me bojo dopolnili, ne. Sestanek smo zahtevali z direktorico direkcije, jaz bom zahteval tudi, če se ne bomo zgodili, tudi z ministrico, lahko ste pa prisotni, zraven pa smo takrat skupaj pogovarjali. Me pa zanima, kaj od tistega po seznamu, ki imamo, ne, se ne gre samo za ta 2 projekta, ne. Gre za preplastitve, ker je že ravno prej bilo omenjeno, ne, Pragersko pa do avtoceste, ne, ki so tudi zagotovljene, pa gre za preplastitve v smeri Slovenskih Konjic, ki so tudi zagotovljene, pa gre za preplastitve v smeri Poljčan, ki so bile tudi zagotovljene, imamo zapisnike in jaz samo upam, no, da so ta sredstva planirana v proračunu, ne. Zdaj več ne bi upal reči, bomo pa videli, pa bomo zelo hitro to lahko razrešili. Pri tej preplastitvi sploh ni noben problem dokumentacija, oni lahko to danes naredijo razpise, pa začnejo delati, veste. Tako da, če ste kos vi še kaj pomagati, ne, zdaj je sploh pravi čas, ne, še 1 mesec je dovolitev, ne, da ne bo kakih avtobusov še iz Gornje Podkave ali pa skot prišlo pred kako ministrstvo, ne. Ampak mi svoj del posla delamo, ne, smo pa podvrženi tej nenormalni slovenski birokraciji, ki je vse posod prisotna in kdo se s tem ukvarja, ker vidim, da gospod dr. Gocor je malo na smeh, točno ve, zakaj se gre in kako stvari potekajo, ne. Toliko v pojasnilo. Dr. Matenčič, izvolite. Jaz prosim za pisno, da se mi da ta odgovor in prosim, da od sestanka na Osankarci, kdo pa kdaj je komuniciral, pa kje se zadeva zataknila in v bistvu tudi sploh za Klopci celotna dokumentacija je v bistvu že pripravljena. Drugo vprašanje pa prav tako prosim odgovor in se pravi, gre samo za to, da je odprt razpis, ne, in če odprt razpis, ali se je občina prijavila, ali se ni prijavila. Ne, se pravi, če imamo vrednost reflektorjev, kaj s vem, par 100 000 evrov, če nogometna zveza pripravljena dati 90 do 100 000 evrov, če verjetno bi dobili del sredstev iz Ministrstva za gospodarstvo, iz javnega razpisa, na drugi strani pa se pravi, bomo pa čez 2-3 leta o potrebi, potem pa se zopet odpirali. Gre samo za vprašanje. Glede na to, da o tem smo se pogovarjali, da o tem smo seznanjeni, ali se je odločila občina, da bo šla na razpis ali pa ne. Gospod Travšek, prosim. Ja, hvala za besedo. Zdaj, če lahko jaz okrog stadiona, da ne bojo preveč občani zaskrbljeni, pa vsi ostali, ne. Stadion se trenutno prenavlja, jaz verjamem, da budno spremljate, v sklopu te prenove se bo uredila vsa predpriprava, da se potem tako vpisno kot tudi ostalo ne bo posegalo. To se pravi vse za elektrifikacijo in bodočo nadgradnjo. Ne se zdaj s tem obremenjevati tukaj, kako se bo stebri stavili, pa to, zato bojo inženirji, bo stroka povedala. Kaj se pa tiče elektrifikacije, osvetlitve, je pa potrebno v prvi fazi dobiti gradbeno dovoljenje. Dokumentacija je pripravljena, trenutno smo v fazi pridobivanja projektnih pogojev in ena izmed smernic je tudi pridobiti, ker je vplivno področje, strani Zavoda varovanja kulturne dediščine tudi določeno soglasja in potem mnenja na projekt. Ko bo to pridobljeno, se bo vložilo na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. In ko bo gradbenega dovoljenje, ne, potem se bo šlo v oceni. Da pa imamo malo za predstavo, ni par 100 000 evrov elektrifikacija takega igrišča, moramo se v prvi fazi opredeliti, do katerega standarda bomo šli, gre več nivojskih standardov, je med 700 000 do milijona evrov. In zdaj govoriti o 100 000 subvencije ali pa investiciji milijon evrov, pa 700 000 evrov, to je stvar tehnološke odločitve, ali bo osvetljenost,
ki bo omogočala tekme 1000 luksov na površini, to pomeni slovenski razred, prva liga, z možnost TV prenosa, a bo 1500, a bo pa 2000, ker gre za mednarodne tekme. Ne, pri snovanju, načrtovanju se bo treba prvič odločiti, za kateri razred, to se pravi, in potem bo razpis povedal, koliko je, ni pa pr 100 000 evrov. To ni primerljivo enemu nogometnemu igrišču umetne trave, ker je 6-8 stebrov pa je gor, gre za 4 stebre in vse, kaj je v zemlji, je predpripravljeno. Kar bo potem šlo sigurno z ostnimi branitvami, ne bo mogli iti na to pisto, to bo na vodilih v upravljanju po vzdrževanju tudi, se bo pa iskali druge pristopne poti, pa druge rešitve in ne se zdaj pač v tej fazi razbijati z glave s tem. En projekt se bo v skladu s pogodbo zaključil, potem se bo pač v naslednjih proračunih pripravljala pač sredstva, kak bomo pripravili in se bo zgodbe naprej odvijale. Mogoče toliko informacijo. Ja, zdaj, kar se pa tiče odločanja, o tem odloča vedno občinski svet in bo tudi v prihodnje odločal. Ni pa to mali zalogaj, samo za eno področje, ne? In mislim, da je za šport občina ali pa tudi, rekel, tudi občinski svet svojimi odločitvami dosti dobro skrbi, ne? Tega, veste, sem se pa že naposlušal, koliko 100 000 evrov, ko čaka, da jih bomo dobili, ko jih je pa treba dobiti, jih pa ni nikjer. Ne vidim več želje po razpravi in zapiram tudi to točko. Hvala, smo pod informacijah, vidim, da ni. Torej, jaz vam želim še lep preostanek pepelnične srede, ne? In vse dobro do naslednjega srečanja. Hvala za delo.